Ko se družina poveča, je tole sanjski kombi. Ko se je treba seliti, ni boljšega pomočnika. Ko je treba na dopust, hvališ ne vem koga, da imaš toliko prostora. Ko je treba peljati otroke in njihove prijatelje v kino, si vedno ti prva izbira. Ko je poleg cele družine treba na izlet peljati še taščo, je rešitev tudi na dlani. Mogoče to ni lih vedno res najboljša izbira. Bo pa zihar najboljše, če želite moderen kombi, ki se lahko pelje tudi na elektriko. Ja, Multivan je lahko po novem priključni hibrid, ki ga polnite doma in se potem vozite v tišini. Tole je čist novi Multivan. Vse je očitno, ko ima pa nove LED luči, lahko so tudi matrične, pa nova je maska, v bistvu je novosti cel kup, ampak bistvene so v čem skrite. Dobar, nekatere so tudi vidne, recimo kabina je seveda čist nova, ima pa številne dodatke, ki jih do zdaj Multivan še ni imel. Za začetek za nekatere mogoče manjši šok uporablja platformo NQB, na kateri sta zasnovane tudi Golf in Passat, poleg Audijev, Seatov in Škod. Velik kombi na isti osnovi kot mali Golf? Ja, očitno se da. Moram pa poudariti, da to ni potem isto podvozje kot pri Golfu, ampak je medosna bistveno daljša, kolotek je širši, vzmetenje je drugačno, vse je prilagojeno večjim meram in seveda masi. Vseeno pa so uspeli ravno zaradi nove platforme, pa seveda velike uporabe aluminija, zmanjšati maso za več kot 200 kg. Osnovni Multivan zdaj tehta manj kot 2 toni. Ful so si dali dela z maso, če omenjam samo nekaj stvari, 45 kg so recimo prihranili, ker so namesto jekla uporabili aluminij pri nekaterih kosih. 10 kg je lažji zaradi drugačnih alukoles, kjer se da so uporabili plastiko in velik del te je tudi reciklirane. Pa sedeži, ti so posebna zgodba. Za četrtino so lažji kot prej in so vsi ločeni, kar pomeni, da jih lahko prosto premikate, tele vrtite ali pa odstranite. Če date ven 2 stranska, imate super prostor za kolesa recimo. Včasih je bila tukaj klop, ampak so šli zdaj v večjo prilagodljivost. Nove so tudi tele tračnice in sedeži imajo senzor, ki pove, če kdo na njih sedi. Kako pa to deluje, če ga lahko odstraniš? Saj nima žice. Ne, ker ima brezžično povezavo, v sedežih pa je skrita še majhna baterija, da lahko odda signal. In v nekaterih modelih je lahko tudi v teh tračnicah skrita elektrika, da so sedeži še ogrevani. Ja, veliko dela so si dali z vsem tem. Panoramska streha je tudi prvič na voljo, sicer deljena, ampak še vedno ogromna in s posebno prevleko, ki za dobre 3/4 zmanjša prepustnost toplotnega sevanja, da se ne boste skuhali tukaj noter. Ok, Multivan je zdaj širši in daljši kot prej, je pa tudi malo nižji, ampak je prostora najmanj enak kot prej, če ne celo več. Sploh pri takelem s tole streho. Medosna meri 3,12 metra pri obeh variantah, ja, tudi podaljšan Multivan je na voljo in je dolg 5,17 metra. Ta kratek pa 4,97 metra, da boste lahko izmerili garažo. Evo. Vseh cifer pri prtljažniku ne bom omenil, ker je too much. Najmanj 469 litrov meri, če so vsi sedeži postavljeni pri takratkem, največ pa celo 4053 litrov pri ta dolgem Multivanu s panoramsko streho in z vsemi odstranjenimi sedeži. Razen ta prvih, jasno, nekje pa moram sedeti. Kako so poskrbeli zame in vse ostale, ki ga boste vozili? Fino! Prostora je velik in ker menjalnik nima več nobene mehanske povezave, je tale gumb elektronski, tukaj je pa še več zraka. Ja, vsi Multivani bodo zdaj imeli menjalnik DSG, pa ročni ga ni sploh. Merilniki so serijsko digitalni, tukaj je 10-palčni zaslon, prezračevanje ima pa tele na dotik občutljive površine. To mi ni všeč, bi rajši imel prave gumbe. Ima pa vsaj na volanu normalne in ne takšnih na dotik občutljivih, kot so v našem ID-ju, ker so takšni 100-krat boljši. Pa 30 barov ambientalne osvetlitve ima. Za vsako počutje, da bo vaša že po barvi vedela, če ste tečni. Ali pa če ste za akcijo. Še o motorjih na kratko. Na začetku so trije in pazi to, ni dizelskega. Ta pripelje šele drugo leto, 2-litrski TDI 110 kW bo to. Vstopni je samo 1,5 litrski TSI 100 kW, 136 konji, ki pri nas ne bo ravno zanimiv. Naslednji je 2-litrski TSI 150 kW, 204 konji.
Najmočnejši in tudi najbolj zanimiv pa je seveda model e-hybrid, ki ima enak sistem kot Golf in Passat GT-E. 1,4 litrski bencinski TSI in elektromotor skupaj stisneta 160 kW, to je 218 konjev, litij-ionska baterija pa ima neto kapaciteto 10,4 kvure. To je v bistvu top zadeva, ni za noreti, jasno, je pa fino za voziti otroke v vrtec in šolo, da je hitro toplo noter in da ne smrdi vse tam na parkiriščih, ko zjutraj folk pusti kar vklopljene avte, dizle itak, ki so itak še vsi mrzli in skoraj kozlaš od vsega smrada. Fajn za jutranjo dozo svežega zraka. Vse je za otroke, a ne? No, da se vrnem. Na elektriko naj bi prevozil do 50 km. Bomo videli, če res. Iz prakse pri ostalih bi rekel, da med 30 do mogoče 40, ampak nekaj je. Za dolge poti pa je potem itak bencin. Veliko je še zapovedati, zelo veliko, ampak vse še bomo, ko ga dobimo na test. Pri nas je osnovni na ceniku multivan z 2-litrskim bencinskim motorjem in stane 43 600 €, plug-in se pa začne malo pod 50. A ja, tole je mogoče še zanimiv. Transporter T6.1 ostaja, tako da se je multivan zdaj čist ločil od njega in postal še bolj takšen vsestranski potovalnik. Drugo leto pa pripelje še čisto električni ID. Buzz, ki pa bo spet čista novost. No, zdaj pa veselo otroke delati, dosti bo še placa v multivanu.